Ampak bom tako vprašal, bolj tako plastično, neposredno vprašanje. Kdo bolj vara po spolu? A bi hotel slišati, ne Ja. moški? Ne, mislim, ne vem, kaj hočem slišati, ampak zanima me res. Ne, po tvojemu zelo se feelingu. to spremeni. Moški bi bolj radi slišali, ne, ženske so zdaj tiste. Ja. Ne, tudi to se je na nek način zelo. Zakaj rečem na nek način? Zaradi tega, ker, a veš, od nekdaj je bilo to na nek način izenačeno. Zakaj? A veš, kot smo na začetku spet govorili, ženske so včasih res bile, ne vem, doma, niso hodile v službe, ne, so bile bolj zaprte, ampak, a veš, koliko je bilo kukavičjih otrok? Ne, se pravi, tudi tam. Do nas, ki pa se mi družimo med seboj, ne, ki so službe, pa ki ne nazadnje, tudi če pogledava širše, dejstvo je tako, no, da nezvestoba danes ni več tako grozna pri ljudeh, ne, je bolj družbeno sprejeta, če rečeva, ne, je, se pravi, in moški in ženske se zapletajo v nezvestobo. Nekje sem statistiko prebral, da 70% parov ostane skupaj po prevari. Ne? Ja, veliko jih ostane. In to mi je bilo zelo zanimivo. No? Ja, zelo veliko jih ostane. Ampak tukaj spet prideva do ene tiste, ko jaz rečem, na nek način mi gre na živce, če tako rečem, ker mi ljudje rečejo, ne vem, one dva sta pa že 25 let skup ali pa 50 let skup, ne? Ampak jih pogledaš, kaj je tam žalost, kaj je tam bolečina, kaj je tam ne govori mi, koliko časa si skup, povej mi, kako si skupaj. To mi je najbolj pomembno. In jaz bom rekel, v življenju se dogaja marsikaj. Ne? Tako kot tudi, recimo, če se zgodi nezvestoba in tudi nezvestoba ima ogromno različnih obrazov, ogromno različnih vzrokov in ogromno je zgodb in vsak par kot posameznik ima svojo zgodbo. In so si lahko res zelo različne. Imamo od tistih res brutalnih, ne, grdih pa do tistih, ki že rečeš, aj razumem. Popolnoma te razumem. Razumeš? Ja. Ne, in dogaja se marsikaj v življenju. In ljudje grejo čez marsikaj. Pomemben je, kako grejo. No, kaj pa pol narediti, recimo, če do tega pride? Te ovire. Ja, najslabše je v bistvu reči sam pač odrezati, tako da se pač to ni zgodilo. Ne? Ker to vsi vemo, kako je pač da te tiši, da to tam je. Mislim, mi nimamo nažalost tega, ne, da se nekaj izbriše in ne obstaja. Ta bolečina obstane in potem obstane razočaranje, obstane potlačena jeza, nezaupanje se ne more povrniti. Takrat obstane, veš kaj, obstane fizično, ostane ta skupaj. Ne pa čustveno. Sprav, nekdo se zapre, a prav razumem? Tako je, čustveno. Sprav, ne morem te več spustiti k sebi in v bistvu tudi ne prijeta, v bistvu sta šla zelo narazen in tam tudi ostaneta. Če pa dva začneta v osnovi predelovati to stvar, ne, kaj se jima je zgodilo, zakaj se jima je zgodila, da nekaj časa v bistvu tudi posvetita pogovoru o aferi in potem posvetita, se pravi, o njunem odnosu ali v posamezniku, ki se mu je to zgodilo njemu, ko gremo recimo za individualne vzroke popolnoma, ne, ko tam začutimo recimo tudi neko obžalovanje, ne, oziroma ko začutiš v bistvu delovanje v dobro drugega, ne, tukaj na taki poti recimo pari pridejo skupaj lahko celo boljš, kot so kdajkoli prej bili. Ne, rečejo, midva se nisva poznala sploh, ne, na način, kot se v bistvu poznava, ali pa nisva nikoli govorila v življenju to, kot sva govorila zdaj, ne vem, te 3 mesece. Ne, in v bistvu pride do novih sfer, ker včasih, če grejo recimo pari, če ostanejo skupaj, jim je lahko veliko lepše, kot če grejo narazen. Ne, včasih je pa ravno obratno. Ne, se pravi, spet, kaj bo, zdaj eni grejo lahko čez afero. Ne,
eni pa ne morejo iti. Spet tukaj smo si ljudje recimo zelo različni, ampak na to spet pač vpliva, ne vem, kdo si, kaj se ti je že v življenju, ne vem, zgodilo, dogajalo, kakšna je tvoja neka preteklost, kakšen tip afere je bil, koliko časa se je to dogajalo, veš, ne vem, če ti zveš, ne vem, da te partner že v bistvu celo življenje prikrito vara, ker ima pač dobro službo, da se to včasih da, ne, ali ne vem, da je tam dejansko ima še eno družino ob tebi, ne, ali ne vem, imaš zgodbo, recimo, ko zve partnerka, ki pride, se pravi, sem bila prevarana, me je prevaral in v bistvu potem ugotovi, da je ona lovica, ki je mislila, da je ona, tista ta... Ko v bistvu on živel dvojno... Točen tako, ali ko, ne vem, ženska zve v bistvu za dolgoletno afero, gejovske afere svojega moža in tako naprej. Mislim, a veš, to je življenje, ne, in jaz rečem, tam znotraj tiste terapevtske sobe, jaz slišim marsikaj in imamo poglede v marsikatere zgodbe in ljudje nismo tako preprosti in zgodbe niso tako preproste, ne? Ampak najbolj pomembno je pa res, kaj posameznik in kot par v bistvu narediva. Ampak to s čemerkoli. A veš, se tudi, če pogledamo naprej razhode, ne? Eni rečejo razhodi, grozen, ne vem kaj vse, ne? Dobro je samo dobro. A dobro pa je, če si v odnosu, ki je slab. Ja, ni dobro. Ne? In tudi zelo napačno je, kaj marsikdo še kot strokovnjak reče, ja, najlažje odideti. Drek, ni res. Včasih je najtežji odideti. Ne? Zato pa marsikdo ostane, ker ne zmore, ker nima te moči, ker se spopada z vsemi občutki pa krivde, pa ne vem kaj, pa pa tret, pa četrt. Ampak kaj bosta spet dva naredila? A bosta se začela pobijati, pa bo to slabo za njiju, kaj šele za otroke. Če bosta dva zmogla iti narazen na lep način, lahko bodo vsi pridobili. Spet smo tukaj. Kaj bomo iz česa naredili? Potegnili ven, ja. Lahko imamo pa peko za forever, kar delajo in sodne dvorane so polne tega, socialne službe polne tega, jaz rečem, da več v socialno ne bi šla delati. Ker so pa tudi ljudje zmeraj bolj agresivni in ja, zelo močno doživljamo te stvari, ne, čustveno. Ne? Zelo. No, pa sva tam, ne, ko človek reče, zvestoba, ravno zaradi tega, zaradi partnerstva se dogajajo kaj? Odvojen, umori. Sploh v Sloveniji, ne, je veliko tega. Umorov je največ glih zaradi partnerstva. In to kdo? Moški? Ja, moški. Ja, mislim, sej močnejši so, ne, fizično. Ne. Točno tako, ne, ampak se pravi kaj, ne, ta pripadnost, v bistvu ta želja in v osnovi biti zamenjan, biti zavržen, ne, tudi tekmovalnost, ne, nazadnje z drugim moškim tam, se pravi sramota in tako naprej, ne, ta bolečina odnosnosti, pa smo na začetku, boli najbolj. Ja. Nič drugega in zato, ja, dejansko vse, tudi te longitudinalne študije, se pravi, ki so trajale več let, kažejo na to, se pravi, ja, denar, šport, zdravje, ne vem, kaj vse, je eno izmed, veš, tistih stvari, ki nam prinašajo mozaik. Ampak, če pa nimam dobrega partnerstva, pa vse ostalo nima nobenega pomena. Res je, ja. To vse, kar imaš, v bistvu moraš z nekom deliti, ne? To je to. To je v bistvu point life. Objem. A se da nezvestobo preprečiti, ali pa kaj se da narediti pred tem, recimo? Mislim, najbolj jo lahko v osnovi preprečiš sam sebi. Če si ti take to dela, ja, seveda. Ja, ne, ja. To je najbolj. Mislim, da se boš ti zdaj ubadal s tem, kaj vse boš naredil, da te drug ne bo prevaril, lahko da nikoli ne bo zadost. Seveda, da se moraš tudi ti, ne, pa prideva mogoče do tistega stavka, ki ga nisem prej dokončala, ko rečemo, zdaj sem pa samo jaz pomemben, jaz skrbim sam za sebe v nobenem odnosu to ne bo vzdržalo. Ne? Se pravi, vedno je delovanje v dobro drugega. Ne? Jaz gledam na tebe, ti gledaš na mene in oba dva mora biti zadovoljna, ne? Velikokrat srečna. Ne?
da paziva drug na drugega. Ne? In se pravi, če jaz zdaj delam kontra tebi, bom lahko jaz vse naredila, povzročila, da bom zapuščena ali pa če v vmesnem obdobju prevarana. Ker dostikrat se mi zdi, da recimo, če rečeva, da ta pol, da moški prevara, ne? Ker smo prej opredelila, da dostikrat se ne zgodi to zaradi čustev, ampak čisto zaradi fizičnega, a ne? O tem, to bi rad malo temu odprl, seks pa to v bistvu čez leta izveni neko to poželenje, ne vem, kako bi bolj pravilno rekel. Ne? Ampak bolj vprašanje, veš, zakaj? Pa zdaj ena velika razlika je, ne, se pravi, ko sva rekla prej moški, da ne grejo toliko recimo s čustvi ven, ne, ampak se dogaja pa zaradi čustev. Ne, spet je v bistvu tam vzadnji nek občutek in ljubljenosti, in zaželenosti, in hotenosti. Veš, spet v bistvu je naše telo v zadju. In potem pa kaj se s tabo kot s posameznikom dogaja in tretja različica, kakšen je vajin odnos. Ne, imaš recimo, ne vem, lahko prevaraš dejansko ali stalno varaš, ne, zaradi tega, ker ti je to tudi na nek način nek beg pred tem, da bi bil odvisen od ene ljubezni, ker te to lahko neskončno boli, ne, če te ta oseba zapusti, ker lahko že v sebi verjameš pač, da ker me bo res poznala, recimo bo itak šla ali pa, ne, se pravi, boljše biti malo tu, malo tam, nekjer v celoti, ne, ker potem spet ne boli, ne vem kako, ne, se pravi, vprašanje je pač, kaj je že tam vzadnje, ne, lahko tudi v bistvu nek stalen občutek nekega potrjevanja, ker si to klačen v bistvu v sebi, da stalno iščeš tist, kaj v sebi lahko imel, ne, se pravi, sem zaželjen, ne, sem dober, ne, želijo si me, ne, in se pravi, spet na nek način v bistvu zadovoljuješ neko svojo lakoto, ne. Imamo potem pa recimo neke partnerske težave, ko recimo se skozi leta pa pusta spet zakaj do tja prišlo, ne, ker je to spet dolga zgodba lahko, ampak ko se bo moški ali ženska, ne, ampak v tem primeru rečeva, se moški začne čutiti v bistvu zapostavljenega, ne, več neljubljenega, začne hrepeneti v bistvu potem, ne, in v bistvu gre v afero, ker zunaj išče lahko atribute, ki umanjkajo znotraj doma. Ampak to moški in ženska. In tukaj je pa zdaj potem vprašanje, ne, kaj v osnovi afera nosi s seboj. Ne, in sploh, točno tako, in to sploh ni recimo, da bi bila dejanska želja po tretji osebi. Ne, to so tudi ljudje recimo, ki ne razmišljajo, da bi odšli, ali pa to, ampak so toliko lahko v notranjosti v stiski, ne, pa toliko lačni, ne, da v nekem momentu si dajo dovoljenje in se predajo ljubezni, ne, v bistvu tistim občutkom, da jih pridobijo in lahko vztrajajo znotraj. Je pa seveda pol to prinese ogromno bolečine, še dodatne ponovno. Ne, ampak hotela sem ti samo malo prikazati, v bistvu, kako globoko te stvari grejo. Nikoli ni zdaj kar samo tako. Pač to je človek, vsak zakaj ima svoj za to in ne, lahko tukaj vidimo, kaj se z neko osebo dogaja. To je tako, ne vem, svinganje in tako naprej. Ne, spet lahko vidimo, ne, kaj se dogaja osebi, da lahko gleda, ne vem, kako mojo ženo seksa en drug moški tam, ne, in on celo uživa v tem, ne, ker pogostokrat uživa tudi v bolečini, ki ob tem jo pridobiva. Ne, ali v bistvu občutkih ljubosumja, zavisti, ne, primerjanja in se ujame lahko tudi v situacijo, kjer začne povzročati doma, da se ujame v svoje, ne vem, neke temeljne afekte, v bistvu, da ni dovolj dober in bo začel ženi doma govoriti, a si z njim bolj uživala, ne, se sem ti videl, točno tako, ne, ali, ne, samo da muči sam sebe, ali tretja varianta, ne, lahko celo ta, se pravi, bom naredil vse, da bo ostala z mano s tem, da ji dovolim v bistvu, da gre legalno še z drugimi. Težava pa to je različnih. To pa res, res. In zato ti pravim, ne moreš vedeti, ne moreš biti tisto, soditi. A veš, prav neverjetno mi je pri ljudeh, ki jih poslušam,
včasih tisti, ki ujameš, ne, tudi ne, na zadnje sediš nekje na kosilu za kakšno družbo, ne. Ja, one dva sta šla pa na razen. Jo, zakaj sta pa šla, ne? Ja, zato. Vsak ima svojo že zgodbo definirano. Vsi vse vejo. Ja, vsi se vejo. Pa jaz rečem, vprašanje je, če ona dva vesta. Zares.